Zelo dobro pozna tudi osnovnošolski šport, pa je tudi tam zanimivo, ker se v bistvu tam se začne nekako športna pot. Ja, kaj je rekel, bi jaz športni zavod vprašal, kolikšen del denarja pa gre za vzdrževanje vse športne infrastrukture, najem telovadnih, objektov, igrišč, v tem deležu, če je 170 000 za življenje, koliko je pa za tisto osnovno športne zavode? Ja, to je cirka 130 000. Se pravi, dotacija za športno dvorano, šolski center poje 20 000, vse je tudi. Dotacija za športno dvorano gimnazije poje 10 000, materialni stroški zavoda za šport 24 000, materialni stroški športnih objektov 104 000. Pa uporaba športnih površin. Pa uporaba športnih površin, to ne najdem, kje je to. Ja, uporaba pokritih zunanjih športnih površin je 16 000. Aha, to vas bo zavo povedati v uvodu, en podatek je moto, ne vse. Je pa razmerje, recimo, dotacije klubom in društvom je 175 000 evrov, recimo dotacija ranci pa je 90 000 evrov. To je nekdo rekel, jaz si upam to povedati, tako da moče bi lahko to komentirati. Ni en gospod z tega področja v komisiji protikorupcijske na mestne občine? To pa ne vem. Ja, malo na spletno stran pogledati. Zakaj sem to vprašal? Ali je to, ne poznam teh tokov čisto. Primer, recimo, kaj se je Rok nogometni klub, dvorana center, pa ne vem, kje še imate denje. V Ljudskem vrtu. Kolikšen delež dobi klub denarja za najemnino, ali nič ne dobi in koliko pravzaprav športni zavod pokriva stroškov tega objekta. Namreč, ker tu dostkrat pozabimo. Eno financiranje, ki ga ne dobimo v žep, pa lahko hodimo. Koliko je tega denarja in če bi na tem denarju se mogoče kdaj, če se dobro vzdržuje, če se ne uničuje, pomeni, da lahko del denarja gre nazaj v tekmovalni šport oziroma v vzgojo mladih. No, eno je vzdrževanje športne infrastrukture, ki je v lasti mestne občine oziroma ki je v upravljanju zavoda za šport. Obe srednji šolski dvorani, oziroma dvorana center pa gimnazija dvorana, nista tukaj financirani z mestne občine, ker je upravljalec država. Kljub temu mestna občina nameni neki del za vzdrževanje te infrastrukture, ker klubi dejansko te dvorane uporabljajo. Torej, govorimo o gimnaziji, pa govorimo o srednješolskem centru. Če govorimo o osnovnošolskih telovadnicah, so tudi torej to so pa v lasti občine, če govorimo o dvorani Ljudski vrt, o dvorani Breg, o dvorani osnovne šole Olga Meglič, in pa v dvorani Mladika, so tu določena sredstva tudi sofinanciranja z strani občine in nenazadnje tudi upravljanje. Sredstva za upravljanje so namenjena. Zavod za šport pa ima sredstva za upravljanje športne dvorane Mladika. Tako da v tistem deležu je to upravljanje tudi tukaj. Glede same najemnine oziroma uporabi športnih objektov, morda je to podatek, ki bi rekel, da je trenutno ugoden za klube in društva. Ves ta čas, tako da, če to lahko javno povemo ali ne, uporaba športne infrastrukture je za klube v mestni občini brezplačna. Tako da... Se to ne zanima, tudi sofinancirajo. Klubi seveda na osnovi tega pravilnika, ki seveda obstaja, torej tisti najuspešnejši, tudi dobijo termine. Torej, termini so razdeljeni na osnovi uspešnosti po pravilniku in pa seveda dobijo te termine potem na razpolago. Ki pa jih seveda v največji morajo uporabiti za šport otrok in mladine, pa potem tudi za kakovost. No, kot sem prej povedal, glede naših težav v rokometnem klubu Drava Ptuj, mi smo res zdaj postali zelo veliki, nas je okoli od 220 do 250 in vse korigiramo zdaj z ženskim rokometnim klubom, ampak imamo v zimskem času težave in moramo preseliti naše dečke v kampus, že zaradi logistike, da je tukaj blizu in je naš strošek najema te dvorane okoli 7 000 evrov, tako da v zimskem času niso pokriti vsi termini, ki zadoščajo kapacitetom naših dečkov. Tako da o tem tudi govorimo. To se zagotovo strinjam, ampak ravno z izgradnjo teh dveh dvoran, torej v zadnjem času, v zadnjih 10 letih športne dvorane, Ljudski vrt in pa športne dvorane Kampus, je verjetno slika se malo izboljšala, vem pa zagotovo, da glede na količino
otrok, ki jih imate, ne, so tudi te kapacitete. Ampak kampus je plačljiv, ne? Ja, kampus zaenkrat še ni v upravljanju zavoda, ne, tako da ne spada pod to infrastrukturo. No in to smo bolj v tistih 10.000 evrov, minus 7.000 je 3 plus prevozi, tako da smo res odvisni od sponzorjev, donatorjev in vsega tega. Aleš, ti dobiš 10.000 evrov plus vse termine, ki jih Res je. Recimo je to 12 plus, Sej, da daš tam, ne? nič ne rečem, v bistvu... Tista dvorana je na tržišču, ne? Se je kaj razmišljalo, da bi se to dvorano tudi na tak način mogoče financiralo? Gospod Lanič še ni počal, ne? Ne, se ne toliko. Druga stvar je pa ta, da se mi zdi, da se klubi malo premalo povezujejo z šolami, kakorkoli vzeto. Namreč, eno se moramo zavedati, šolski šport je nehote nazadoval. Zakaj? Iz strahu, da se bodo otroci poškodovali, da otroci ne bodo imeli ne vem kaj vse, da bodo starši jih preganjali, se dogaja, da v šoli, torej od 1 do 4, več osnovne, gimnastične, atletske ali kakšne vadbe ni. Zaradi tega strahu. V šolskem samem sistemu še nismo uspeli, pa tudi upam, da bodo kdaj uspeli, da bi fizkulturniki, torej profesori športne vzgoje, se spustili do 1. razreda. In bi bile učiteljice bolj pomočnice v tem delu, strokovno pa bi ti delali. To je ena stvar, ki se pozna, zato tudi, bom rekel, razni izjem šport malo v tej smeri nazadoval. Ker se otroci pač, ker ni tega, manj odločajo. Druga stvar je pa ta, da klub bi lahko, torej klubi, jaz sem to večkrat pričakoval in tisti, ki so se odločili, so imeli možnost za svoje telovadnice, tudi od drugoče so otroci prišli in tudi trenerja, ali tistega, ki je vadil, se plačalo po normativu, ki ga šola dobi od države. Ali to bo 9 evrov ali 11 evrov na uro in če je prihajal redno, je bila prostor, ker je pač gre sklop dela šole, pomeni, da šola nekje do 4, mislim, da šole imajo telovadnice svoje najemu, se da del mladine tudi v tem delu, torej uporabljati prostor tudi za svojo dejavnost. In vse ta povezava, kot smo rekli, več se pogovarjati, več ponuditi, več prihajati. In mislim, da bo tudi izplen, oziroma da bo s tem, ko boste tisti, ki se še športno aktivno ukvarjate, ali ste trenerji ali vaditelji, karkoli, boste toliko več otrok potegnili iz ulice. In vsaka čast tisti, nas pravim v Kidriče, ko je bilo tudi na občinskem svetu, zakaj Aluminij za šport dobi toliko več denarja za mladino kot ostali klubi v občini, se vedno rekel, če 200 otrok potegnejo, fantov, žal za dekleta je manj izbire, potegnejo, da 3-4 na teden pride na štadion in so tam pod nadzorom in gibajo, več velja kot bilo kateri drugi trener. Ker vsa tista kasnejša preventiva je predraga in ozdravljanja in pomoči, ki so potrebni. Tako da je treba tukaj najti bolj intenzivno in mislim, da to je možnost, ker niso otroci tako razseljeni v mestu, da se lahko torej prihajajo tudi iz šole Ljudski vrt na šolo Olgico v neki aktivno šport, ali to rokomet, ali to odbojka, ali to nogomet v zimskem času. Ker prostor, jaz mislim, da je dovolj terminov možnih, da se v telovadnici nekje do 4 popoldan pol 5 izkoristijo. Preden pridejo v zavod za šport, mislim, da imate od 5 naprej, nekaj pač imate pogodbe oziroma ko šola preneha svojimi aktivnosti. Tako da je tu tudi ena niša, ki bi se dalo ta pravi osnovni šport. Je pa primarno, če bomo zagotovili vaditelje in prostor, ki so starši zgolj simbolični sofinanserji ali pa del opreme, tudi več otrok do športa. In mene zbode, bom rekel, kar za pri nekaterih športih, to sem že tudi javno rekel, tudi z ministrom, žal, nekateri trenerji gradijo tako dolgo šport in z otrokom delajo, dok ima starš denar. Drugače rečeno, tvoj otrok je talent, ker imaš denar. Ko nimaš več denarja, tvoj otrok ni več talent. In to igro, torej črpanja, bi bilo treba prekiniti. Vsaj kaj gre populacijo do 12 leta. Hvala. Hvala. Okay.